Ok, gledali smo prvi del sage, kjer sem jokala, ker sem izgubila projekt, zato ker mi je avto umrl sred križišča. Potem smo pogledali drugi del sage z avto, kjer smo ugotovili, da je v bistvu mehanik pustil brisačo noter v mašini pri menjavi olja in da je avto v bistvu živ, ampak še vsem sem izgubila ful projekta, po ful enega denarja sem mogla vložiti za popravilo. Torej, trenutno gledaš tretji del in zadnji del sage z avtom. In najbolj logičen rezultat tega za nekoga, ki je v precej velikih dolgovih na kreditni kartici, je, da si grem po svoj prvi avto. Eto najbolj pametna odločitev? Ne, sem imela pa že veliko bolj neumne odločitve. Cena popravila bi stala nekje $3000, kar za vrednost avta, ki je trenutno vreden $1100, je prevelika cena. Ni nobene garancije, da bi ta avto dejansko bil vozen, glede na to, da ima prevoženih 320 000 kilometrov. In tudi, če bi vse to dal popraviti, na koncu bi cena in vrednost avta zrasla samo na $1500, tako da res se ne bi splačali. Nujno pa bi bilo vložiti ta denar, zato ker avto ni zanesljiv. Mehanik je rekel, da se avto ne sme voziti v vročih temperaturah, ker glede na to, da živim v Kaliforniji in se ogromnokrat vozim čez puščave, pač ni logično. Avto sam se ne zna več hladiti, zaradi tega, ker je tudi hladilnik treba zamenjati in načeloma tudi klima ne dela več dober. Glede na to, da se jaz ogromno vozim, ne samo zato, ker rada potujem, ampak tudi za svoje projekte, res rabim zanesljiv avto, ker ne morem več iti, kar sem dala čez, s tem, ko sem izgubila projekt, zato ker mi je avto crknil sred križišča. Ja, ok, ni se zgodilo zato, ker bi bil avto pokvarjen, ampak zaradi človeške napake, ampak še vseeno je bila dosti dobra lekcija, da sem v bistvu ugotovila, da precej tvegam, da se vozim s tem avtom 3-4 ure ven iz mesta, čez neke puščavske dele in dele brez omrežja, z avtom, ki je v bistvu že imel končno diagnozo že leto pa pol nazaj, ampak je še vsem zdržal do zdaj. Zdaj, ja, lahko bi si kupila nekaj precej cenejšega, če bi bila pametna. Jaz osebno nikoli še nisem imela avta, ker sem tudi izpit za avto dobila šele let pa pol nazaj, naredila sem ga v Ameriki. Ne, v Evropi nikoli nisem imela izpita za avto, zaradi tega, ker me je bilo vedno strah voziti avto. To je bil moj največji strah v življenju in nikoli si nisem predstavljala, da bom jaz človek, ki bo vozil avto. Res, tega me je bilo tok strah, zaradi tega, ker sem bila pri 17 letih v prometni nesreči, ki me je pustila ogromno enih travm in sem mogla precej delati na sebi, da sem jih razrešila. No, izkazalo se je, potem ko sem dejansko se naučila voziti in naredila izpit, da je vožnja nekaj, kar najraje počnem na svetu. Dobesedno 2 meseca potem, ko sem naredila izpit, sem se odpeljala na svojo prvo dogodivščino in sem vozila 12 ur tisti dan in se prepeljala v čisto eno drugo zvezno državo, zato ker sem hotela iti obiskati isto mesto. Je pa res, da se vozim na precej nevarnih cestah. Tukaj so avtoceste zelo nevarne. Prvo kot prvo ljudje ne uporabljajo žmigavcev, ni nobene varnostne razdalje, ljudje te prehitevajo na levi in na desni strani, to je dovoljen z zakonom. Ogromno prostora je za to, da se kaj hujšega pripeti in tudi sama sem bila skoraj deležna verižnega trčenja, mesec pa pol nazaj, ker me je toliko prestrašilo, da sem mogla v bistvu zaviti dol z avtoceste in se ustaviti nekje in sem zamudila v službo, zato ker bi se lahko končalo zelo katastrofalno. Vse to vzeti v zakup. Jaz sem hodila, da je moj prvi avto varen. Zdaj ti bom pa povedala tudi, kako poteka nakup avta v Ameriki. Torej, preko spletne strani sem rezervirala ogled avtomobila. To je zastonj, ni nobenega pologa, ne podpišeš na česar, v glavnem greš samo tja na testno vožnjo. Jaz sem vedela, katero avto hočem, ker si tak avto, točno ta model, si želim že vrsto let. In ko sem najela prodajalno, ki ima ta avto, sem si ga šla pogledat. Imam tudi ene specifične zahteve, kar se tiče avta, ki ga bom vozila. Eden izmed tega je, da ima pogon na 4 kolesa. Moja želja že vrsto let je imeti avto Toyota RAV4. Ta, ki sem si ga šla pogledat, je imel oznako Adventure. Ni izgleda, kot da je res Adventure, zato ker ni imel pogona na 4 kolesa. Glede na to, da se tudi hočem malo sprobati v off-roading, se pravi, da se peljem po cestah, ki niso glih ceste,
kaj je poanta imeti avta, ki se mu reče adventure, če ne morem iti na adventure z njim. In potem mi prodajalec reče, da imajo še eno RAV4 na lokaciji, če hočem si pogledati. Ko so pripeljali ta avto iz ovinka in sem ga jaz prvič videla, to je bila ljubezen na prvi pogled. Vedela še preden sem stopila v ta avto, da jaz bom ta avto vzela. Mene ni bilo treba kaj dosti prepričevati, da jaz ta avto naj vzamem, zato ker sem se odločila, da ga bom vzela na licu mesta, kjer je dejansko vse, kar sem hotela na avtu in še več. Postopek nakupa avta v Ameriki je kar tak naporen. Daš jim vse svoje podatke, to svojo davčno številko oziroma social security number in pogledajo najprej, kakšen credit score imaš, ne? Credit score ti najlažje zgradiš tako, da si v dolgovih čim več in čim dlje. V ta credit score se šteje vse, prejšnja najemnina, prejšnji nakup avta, nakup posestev, kreditne kartice, so kategorije, a imaš ti dober ta credit score, a imaš pa slab. Slabši, ko imaš credit score, večjo boš imel obrestno mero za kredit. Če si pozorno spremljal oziroma spremljala ta video, veš, da sem na začetku rekla, da sem v dolgovih. Ampak dolgovi v Ameriki niso slaba stvar. Kakor grozen se sliši to, je sistem narejen tako, da bolj, ko si v dolgovih, pa bolj, ko jih odplačuješ, boljše je. In kljub temu, da jaz osebno za moje pojme sem v visokih dolgovih, v primerjavi s tem, koliko je povprečen dolg v Ameriki za državljana, imam jaz nekje od 0,5 do 1% tega, kar imajo povprečno vsi državljani Amerike. Skoraj vsi, no, ne vsi. Tisti, ki recimo odplačujejo hipoteko ali pa šolnino ali pa avto. Ampak na podlagi tega sem dobila dobro kreditno mero in lahko sem si tudi izbrala, koliko cajta bom odplačevala ta avto in kakšen polog bom imela. Res je zakompliciran proces. Zdaj, ko dobiš ti kredit, ne greš na banko po kredit. Oni ti v bistvu vse tvoje podatke pošljajo skozi sistem in ti avtomatično preveri ogromno enih podružnicah in bankah in teh kreditnih posojevalnic, kakšen procent boš dobil, obrestno mero in če si kvalificiran ali ne. Zdaj, jaz sem imela 5 na izbiro, valjda sem izbrala tisto z najnižjo obrestno mero, ti odplačuješ avto njim direktno mesečno. Zdaj, zavarovanje je šlo gor tudi za $100 na mesec, kar je za pričakovati glede na to, da je novejši avto in potem ti pripeljejo avto z mašno gor. No, lahko izbereš, a boš imel mašno ali ne, seveda, valjda, da sem jaz rekla, ja, dej mi največjo mašno, kaj jo imaš. Avto je ob nakupu imel 80,000 milj in potem sem se par dni kasneje s tem avtom odpeljala že na svoje prvo kampiranje. Bil je moj rojstni dan, tako da praktično za rojstni dan sem si kupila dolgove in pa avto. Tako je slučajno časovno naneslo, iskreno nisem planirala si kupiti avto za rojstni dan, niti nisem planirala avta kupiti letos sploh. Sem imela za rojstni dan, pa dan kasneje eno zelo pomembno snemanje in sem se potem odpeljala s tem avtom 3 ure ven iz mesta in sem tudi prespala v tem avtu. Sem ga hotela testirati, kako je kampirati v avtu in sem šla v en ful pocen kamp in sem se potem tam družila sama sabo zvečer po šihtu in tako sem mogla ostati ob 5 zjutraj, tako da nisem imela nekaj ful prostega časa, ampak sem pa testirala, kako je spati v avtu in je res fino, ogromno prostora je, tudi v Priusu je bilo veliko prostora, komote 2 spita tam, ampak v tem avtu je pa tako res mega veliko prostora in voziti ta avto je toliko bolj varno se počutim, to je prvo. Ko se priključujem na avtocesto, se ne rabim priključiti s 30 km/h, zato ker avto ne potegne v klanec. Imam že 100 km/h, še preden sploh pridem do sredine rampe. Nisem vedela, koliko te lahko izčrpa vožnja v avtu, ki težko se vozi. Dolge vožnje recimo v tem avtu, v RAV4, ima 6 ur mine takole. Ta avto ima trenutno že 86,000 milj, kakor sem rekla, jaz se ogromno vozim. Avto je tudi videl že 3 zvezne države do zdaj. In potovati v tem avtu je res noro, res ni problema biti 9 ur za volanom. Najbolj glavno mi je pa to, da se res varno počutim. Da se končno na cesti počutim varno, da sem dvignjena, da sem v avtu, ki ga noben ne izsiljuje, zato ker pač
Priusa čisto vsi izseljujejo, pa se mu tlačijo spredi, zato ker nočejo biti za njim, zato ker je hibrid in oni ne bojo peljali 55 km/h, če lahko grejo 58 km/h, a veš? Ja, no, mislim, pač odločitev je bila najboljša, kar sem jo lahko naredila zase in za svojo varnost in za svoje udobje. Pač jaz res, kakor sem rekla, nisem imela nobenega plana v kratkem kupiti avta. Sploh. Ni podrazno. Rekla sem si, da hočem imeti našparan veliko več. In načeloma sem planirala nekje v drugi polovici naslednjega leta kupiti avto. In vse to, kar se je zgodilo, mi je v bistvu dalo jajca, da sem rekla, ok, dost imam. Jaz sem obsedena s tem avtom. Jaz sem zaljubljena do ušes v ta avto. Ta avto je najboljša stvar, ki se mi je zgodila zadnjih nekaj let. Je pa investicija v nekaj mojega, v nekaj, ki lahko pokažem, zakaj imam dolgove, ja, veš. Dolgove na kreditni kartici, vse, kar lahko rečem je, ja, jaz sem mogla pol leta 2023, ker ni bilo dela. V tega kretena, ki menda rab 3 obroke minimalno na dan, drugač umrem. Če se ne bi vse to zgodilo s princesom, ki se je, kakor grozen je bilo, jaz ne bi imela jajc, da se spustim v tak ogromen nakup, največji nakup mojega življenja do zdaj. Če ne bom imela kje za živeti, lahko živim v tem avtu. No, v glavnem, to je zadnji del sage z avtom. Hvala, da ste si pogledali vse to in sledili tej dragi komediji. Ne se pozabiti naročiti, ker to pač moram povedati. To je to. Hvala za ogled. Ok, čau.